Torej, predvidevam, da je dekle šlo na? Torej, predvidevam, da je dekle šlo v bolnišnico in umrlo. Umrla je, mrtva je. Mlada mati umre, potem ko jo brutalno pretepejo pred stanovanjskim kompleksom. Celoten napad pa posname eden od njenih napadalcev. Ubil te bom, ubil te bom, ubil te bom. Ko se ena od napadalk med policijskim zaslišanjem sooči s primerom, se najstnica ni mogla nehati hihitati. To me daje občutek, kot da bom šla v peko. Ne bom lagala. Popeljali vas bomo skozi to zloveščo zaroto, ki sta jo zasnovali Antoneta Stevens in Janine Gonzalez. Sem Elizabeta Miller in to so Female Criminals. Začnimo. Enajsti avgust 2022 je. Smo v okrožju Gwinnett v Georgiji, tik zunaj Atlante. 30-letna Ashley Boca Bocanegra je mlada mama. Njen sin je star komaj 7 let. Ashley je bila vodja v trgovini Floor & Decor in prav tam je eden od zaposlenih padel v oči. Njegovo ime je Daniel Gonzalez in z Ashley imata na delu nekakšno romanco. A obstaja ena težava. Težava večja od tega, da se zapleteš s sodelavcem. Daniel je v zvezi z drugo žensko, 27-letno Antoneto Stevens. Skupaj imata celo otroke. In približno v tem času je Danielova mlajša sestra, 17-letna Janine Gonzalez, v mestu na obisku iz Buffala v New Yorku, njunega rojstnega kraja. Ko Antoneta izve, da jo njen moški vara celo svojo šefinjo, začne kipeti od besa in jeze. Tako skupaj Antoneta in Janine skujeta načrt, da bi Ashley obžalovala, da je sploh kdaj spoznala Daniela. In pustita, da njuna čustva prevladajo nad vsakim občutkom človeške spodobnosti. Načrt? Antoneta bo zvabila Ashley v njun stanovanjski kompleks. Tja pa jo bosta pripeljali tako, da se bosta izdajali za Daniela, v upanju, da bo Ashley padla na vabo in prišla. In načrt uspe. Mislim, da je šla na stranišče. To govori Antoneta, za njo pa hodi Janine, ki vse snema s svojim mobilnim telefonom. Ko Ashley pride, jo Antoneta napade iz zasede. Začnejo brutalno pretepati, medtem ko jo Janine spodbuja in vse skupaj snema s svojim mobilnim telefonom. Posnetek je nazoren. Udarci, ki jih Antoneta zadane Ashley, so siloviti. Spusti moje lase. Spusti moje lase. Umakni prst. Spusti moje lase. Spusti moje lase. Spusti moje lase. Spusti moje lase. Stala boš. Spusti moje lase. Spusti, hudiča moje lase. Spusti moje lase. Ubila bom, nehaj. Zveniš, kot da morda nimaš jezika. Zato mu bom res naredila še kaj hujšega zdajle. Ja, končala sem. To je dobro. To je... Dobro. Hočeš malo tega? Janin, ja, hočem. Sčasoma pretepanje preneha, vendar zbadanja se nadaljujejo. Janin, ona ti želi, da jo pretepejo. Ja, ni problema, pretepli jo bomo zaradi telefona. Ne. Končala sem. Napadamo te. Končala sem. Napadamo. $5. Hočeš telefon, obanajo, jaz sem. Bom morala iti zjutraj, potem ko si delala cel teden pozno. Poklicala bom tvoje podjetje, rekla bom, da zlorabljaš svoje zaposlene in jim to zameriš. Ja. Call me to corporate office tomorrow. Pridi na moj prak, res boš spet dobila batine. Ker je tako brutalen pretep potekal sredi belega dne pred stanovanjskim kompleksom, ni presenetljivo, da je nekdo poklical 112. Ashley lahko sama zapusti prizorišče in se kasneje sama prijavi v bolnišnico. Toda policija okrožja Gwinnett je bila obveščena o pretepu in policisti pristopijo k Antoneti v njenem stanovanju. Veste, tistem, ki ga celo deli z Danielom, da bi izvedela, kaj se je zgodilo. Antoneta ima pripravljeno zgodbo. A je to le zgodba? Ta punca, ona živi v hiši, spi z mojim zaročencem. Ona dela tam in je njegova vodja. In ga še naprej sili v spolne odnose, potem ko je on to prekinil ali pa da bo odpustila. In sva se tukaj stepli, ker je prišla do moje hiše. To je moj dom.
Ona živi čisto tam čez, prav. So zdaj vsi v hiši? Samo jaz, edina sem, ki sem se borila. Samo Disney dekle je odšla. Kar Antoneta pove policistom, je precej drugače od tistega, kar smo videli na posnetku, ki ga je posnela Janine. Ne bomo kar tako vstopili v tvoje stanovanje. Torej sta zdaj v hiši samo vidve. Zlomljena sem, težko mi je. In tvoja sestra? V redu. Ena ženska je prišla k meni domov. Torej bomo poskrbeli, da so vsi v redu, ker že kličejo. Je tvoja sestra vpletena? Moja sestra? Ona je moja gotova stvar. Ne, ona, to je moja svakinja. Je vpletena? Bila je tam. Se vidva prepirata ali se bosta? Ne, samo, kaj? Prav. Torej, pojdimo noter. Torej, V redu. Prav, torej mal upočasni, šla si. ženska, s katero je spal. Skupaj sva se preselila s severa. Torej, on dela v Floren Decor. Spal je za svojo vodjo in to je bila tista, ki je bila tukaj. Ja, v redu. In to že nekaj časa čutim. Včeraj sem šla peš do Quick Tripa. Videla sem jo, kako hodita skupaj. In ti si ženska. Veš, kakšna je naša intuicija. Vem, da je to tvoja punca. Videla sem jo, mi smo najboljše, hej, razšli smo se, bilo je v redu. Zdaj pa ga je danes zjutraj klicala, mu pisala, sporočila in rekla, da bo prišla sem, čakala sem jo. In potem sem jo videla, ker sem bila res besna, zelo sem bila strta, veš, včeraj sem začela pakirati svoje stvari, nič ni, niti v vrečo. Trenutno sem čisto psihično odsotna, ker je to oseba, s katero sem se želela postarati, to je oseba, s katero sem si želela deliti svoje življenje. Počutim se umazano, počutim se ogabno, počutim se strta. In počutim se razumljivo. V redu. Ampak trenutno sem v redu, ne bom šla ven in sovražila kogarkoli. Nisem grožnja družbi, sem samo zelo strta, ker je oseba, ki sem jo imela rada, to počela. Morali smo samo poskrbeti, da je bilo z vsemi vse v redu, ker si prejela klic. Bila je tam, bila je noter, z njo je vse v redu, ne prepiramo se. Torej ste tudi vi. Prišla je, da bi se srečala z vami, da bi se lahko borili z njo. Ne, prišla je sem, da bi se srečala z njim, potem pa sem jo ujela in jo pretepla. Na koncu policisti odidejo in Antoneta ter Janine nadaljujeta s svojim dnem. Ure kasneje pa se kriminalisti vrnejo v stanovanje Antonet in Daniela. Vem, da sta bili to dekleti, ki sta hodili. Šli sta v Quick Trip. Imeli so grozno novico o Ashley. Živja, sem kriminalistka Carter iz okrožja Gwinnett, Colleen. Pojdja. Internet? Ja. Ja, hej, tukaj je detektivka Poppy, narednica Poppy. Živjo. Ali narednica Poppy? Ana, vemo, da je danes prej prišlo do nekega incidenta. Ja, je kdo od takrat že poklical glede tega? Ne, mi boste pomagali? Pravkar smo prejeli še en klic glede tega. Torej, mislim, da je dekle šlo v bolnišnico. Prav. In umrla je. Umrla je, ona je mrtva. Tako je, ampak vemo, da je prišlo do nekakšnega spora, ki se je zgodil prej. In to je bilo obojestransko in ona je prišla sem. Ja, to razumemo. Torej, ampak mi zaradi tega nekoga bomo ubila. Razen. Ampak zaradi tega moramo z vami govoriti in dobiti bolj uradno izjavo. Vse je v redu. Oprostite zaradi tega. Ja, to ni bil moj namen. Psihično sem veliko preživljala. Imam bipolarno depresijo in trenutno preživljam zelo težko obdobje. In veste, prišla sem s severa s svojim zaročencem, to je on. Prišla sem s svojim zaročencem. Ja, v redu. Ja, si sestra. Ja, v redu. Prišla sem s svojim zaročencem, začela novo življenje, kupila hišo, vse to. In nikoli nisem pričakovala, da me bo v bistvu prevaral z nekom iz službe. Ashley je umrla zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela zaradi Antoinette Stevens in Janine Gonzalez. Torej je to zdaj preiskava umora. Preiskovalci morajo govoriti z Danielom, ki je, spomnimo, Janinin starejši brat in zaročenec Antoinette. A on še nima pojma, da je Ashley umrla. Yeah. Ampak prosim, res nimam nič s tem. Spal sem tam, bil sem pri svojih otrocih. Moral sem skrbeti za svoje otroke. Torej je ona tvoja punca, medtem ko sem jaz poročen. In potem je druga punca tvoja sestra. Nisem prepričana, če lahko to naredim. Poslušaj, vrnili se bomo sem in se pogovorili s tabo na samem. Imaš otroke, ampak za zdaj te bomo pustili tukaj s svojimi otroki. Odpeljali jo bomo gor in se pogovorili z njo. In tvoja sestra bo šla. Torej sta to samo dva avtomobila, še en avto, to je to. In potem bomo videli, kako naprej. Prav?
Da, gospod. Kako dolgo že živite tukaj? Približno 1 leto. Približno 1 leto? Poznaš Ashley? Ja. Kako to veš? Nimam veliko motivacije. Torej, danes popoldne sta se prej sprla. In rekla, V katerem ne veš ničesar. ne, obveščen sem bil, da je medtem, ko sem spal, vzela moj telefon in brskala po njem. In ja, izbrisala je sporočilo in tudi sporočila iz mojega e-poštnega računa. In potem je vrnila telefon in prav tako je šla v moj telefon in ga prebrskala je. Poslala je sporočilo ženski in rekla, hej, v bistvu se je obnašala, kot da je ona jaz. Vem, da bi verjetno moral, prisežem, da ima verjetno še vedno sporočila, ki sem jih poslal. Tako mi je poslala sporočilo in bila je kot ti, obnašala se je, kot da je ona jaz. In rekla je, hej, moja žena me je vrgla ven, ni moja žena, ampak tako je rekla. Mislim, da je to rekla, niti nismo vedeli. Torej, vrgla me je iz naselja. Vidim, da si v bistvu slišal, kako se počuti do mene tukaj v tej sobi. Daniel izroči svoj telefon detektivki, ki najde dokaze o sporočilih, ki jih je Antoneta poslala Ashley prej tisti dan. Kje si? Moram te videti. Samo v posteli. Tako zelo si želim, da bi bil tukaj. Prosim, srečaj se z mano. Težko mi je. Vrgle so me ven. Si resna? Tega nisem naredil. Ja, pusti, da to povem. Kar nisem naredil. Pusti, da si hiter nekaj nadinem. Prav, zunaj sem. V redu, zdaj pridem. Kako dolgo? Ravno zdaj jemljem ključe. To je čisto druga zgodba. Ne vem. Počakaj, prihajam, bom tam. V redu. Dobimo se zadaj. Nočem nobenih težav, prav? Prevečkrat sem to že videla tam zadaj, na tak način. Imam cel avto. Videnja s svojim vozilom. Povedala mi je za uličico zadaj. Če me oprostite, ali je zadaj v tisto smer? Mora biti tam. Kazanec stari. Vem. Je poškodovana? Vidim te. Res hudo. Torej, Iskreno ne bom delal scene, ne bom šel kričati in je ne bom klical. Samo vedeti želim. ja, pred kratkim smo prejeli klic iz bolnišnice in dejansko je umrla zaradi... Ne, nehaj se hecati. Prosim, ne, resno. Prosim, nehaj se hecati. Prosim, nehaj se hecati. Sedi, 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 sedi. Prosim, nehaj se hecati. Dihajko Daniel se zlomi ob novici o Ashleyni smrti, je njegova mlajša sestra na policijski postaji in vstopa v sobo za zaslišanje. Janine očitno nima pojma, zdaj je osumljena v preiskavi umora. Predaleč, strupeno, strupeno. Ura je malo pred 1 zjutraj in Janine zdaj ve, da je gledala, kako so žensko pred nekaj urami pretepli do smrti. Poje si, medtem ko čaka. Antoneta pa prav tako čaka v sosednji sobi. Ja, rada bi vedela, koliko časa bo še trajalo, da pride kriminalist. Tukaj so zdaj, nočem govoriti s tabo niti za sekundo. Prav. Kriminalisti jo pustijo čakati, nekaj časa sedi nestrpno. Oprostite, ampak veste, kdaj bodo prišli? Tukaj so. Sploh nisem spala. Njihovi nadzorniki so jih pravkar poslali v pisarno. Redo. Tako da bodo kmalu nazaj. Redo? A želiš kaj vode ali kaj podobnega? Ne? Sam nisem spala več noč. Imel sem res dolg dan in noč. In razumem, da je to prostovoljno. Zato sem nekako želela, veš. V redu, ja. Kot sem rekel, se videla tam. Ja, dobro, ja. V redu. Dobivanje denarja. Pozdravljeni, čez minuto pridemo noter, prav? Redo. Sam celo noč nisem spala. Razumem, veš, to moramo zdaj opraviti. Si to počnem? Imamo več nekaj teh postopkovnih stvari, ki jih moramo urediti. Zato nam daj nekaj minut, prav? In koliko časa? Prav, vzem si čas. Potem sta detektivki Carter in Rea končno pripravljeni slišati, kaj ima povedati. Ali razumete vsako od teh pravic, ki sem vam jih razložil? Da. Ja. Redo. Oprost. Ali se ob upoštevanju teh pravic zdaj želite pogovarjati z nami? No, želim govoriti z odvetnikom samo. Zaradi tega, kako občutljiva je situacija. Povem lahko, da veste, ne hodim naokoli z namenom škodovati komurkoli. To ni moj namen, resnično. Veste, zelo mi je žal za vse, kar se je zgodilo s tisto mlado damo. Povem lahko tudi, da veste, sploh ni bil moj namen danes priti v spor z njo.
Prišla je k meni domov, ker je iskala mojega zaročenca. Prepirali sva se, bila sem udarjena, štepri sva se. Res se počutim slabo, ampak veste, res ne vem, veste, to je... Zasliševanje se ustavi. Ashley je mrtva. Antoneta Stevens pa, medtem ko v enem trenutku zahteva odvetnika, v drugem brez sramu laže. Zdaj se detektivi osredotočijo na Jenin. Hej, vsaj ni peklensko vroče tukaj, kaj ne? Videti je, da ti je udobno. Še vedno je tukaj, odkar je star 30 let. Kje je, gospa? Prisežem, bila je samo Maraja. Praviš, da boli. Vem, da sem te srečala v SEC, v tvojem stanovanju. Ja, jaz sem detektivka Carter, to je detektivka Maraja. Še vedno poskuša izvedeti vse podrobnosti. Nekaj časa se pogovarjajo z Janine, nato pa preidejo na to, kaj se je zgodilo prej tisti dan. Ja, torej, samo povej vse po vrsti, ker mene ni bilo tam in zdaj poskušam nadoknaditi. Torej, kaj se je zgodilo? Torej, naj začnem tam, kjer smo končali. Oprosti. V redu. Torej, odkar sem tukaj, nista v dobrih odnosih. Ves čas se prepirata ali karkoli že. Moj brat, ker je moški, vara. Kot vedno, veš, počuti se zapuščenega in misli, da je v redu varati. Tako mi tudi povej. Tako mi povej, s kom vara in podobno. Zdaj, jaz in moja polsestra, mislim, ne polsestra, svakinja, sva zelo blizu, res zelo blizu, razumeš? Ona mi je bolj kot sestra, kot je moj brat, veš, ja. Tako da sva res zelo blizu. Ko mi je povedal, sem bila sam, kakšen bedak. To je dekliški kodeks, ja, ne. Tako da, še posebej, ko je povedal, ko je meni povedal, kaj počne, je hotel to narediti z njo. Tako da sem si sam rekla, zdaj bom povedala, tako ne bo tega naredila z njim. Potem sem pustila, da je minilo nekaj dni, ker nisem bila prepričana. Nisem hotela še bolj razburkati stvari, ker sem že vedela, da imata težave. Tako da sem si mislila, mogoče bo prišlo na dan, preden bom morala karkoli povedati. Očitno je prišlo na dan, ampak sem ji vseeno povedala. Torej, 2 dni pred tem dnem sva se samo sproščali. Ona je delala. In Daniel je nekaj naredil, da jo je razjezil. Torej, pogovarjali sva se ali karkoli že. In zdaj sem se odločila, pozabila sem ti povedati. Ne, nisem pozabila, ampak sem rekla, veš. Tako da sem ji povedala, kaj se je zgodilo. On je razložil, da jo je varal ali karkoli že. Rekla je, resno? Povedala mi je, da je razburjena. Kot, ne, zdaj bom umrla, ker bo on jezen name. V redu, potem sva šli do Kirkwooda. Ko smo hodili do Kirktripa, so obe hodili skupaj. Od Kirktripa, tako da oni zdaj ravno odhajajo in mi dve ravno prihajava. Spet je bilo tako, ali je to Daniel, ki hodi? Torej, to si ti tam, kdo pa je to? Vidiš, vedno kosijo trato ali karkoli že. Preden sva šli do Kirkwooda, sva ga vprašali, ko boš imel odmor, a naj jo lahko pelješ v trgovino. Rekel je, da ne more oditi med svojim odmorom. Ko sva jih videli hoditi, je bilo tako. Pravkar si rekel, da ne moreš oditi med odmorom. Zdaj pa želiš iti v trgovino. Tako da zdaj je ona jezna. Lahko bi me peljal v trgovino, zdaj pa hodiš z dekletom, za katero mi je pravkar razložila, kako izgleda in se pa popolnoma ujema z opisom. Jenin kar naprej govori in pripoveduje zgodbo o tem, kako je Antoneta vrgla Daniela iz stanovanja. Torej, bo pač to dobil. In potem mislim, da je ona prišla k njemu, ker so ga vrgli ven. Ne vem, res ne vem. Gledala sem vsa ta sporočila, nisem prepričana, kaj je bilo rečeno. Ampak mislim, da je ona prišla k njemu, ker so ga vrgli ven. In to je druga plat sporočil. Tako se je odločila. Kot, ja, zdaj bo pa šla k tebi, zdaj jo bom pretepla. Ker si me ravno ti si me pred kratkim rešil pred njo. Veš, tako je bilo. Torej, prihaja. Tako da greva z njej to greva. In pride k hiši. Veš, hud pretep. Hud pretep, torej. Po pretjepu. Smo ji povedali po telefonu.
Poklicali smo njenega moža, da bi ji povedali, da veš, so tam neke steklenice. Vedela je, kdo je bil, ki se je pripravila, veš. In šlo je samo za pretep. Kdo se je stepil? Tista punksa pač. Nič od tega. Punčka, ničesar od tega ne boš dobila. Ne, mislim, ja. Seveda si, vem, da si. Samo imaš prav. To je zato, kot si rekla... To je tvoja prijateljica. Ja. Povej mi o tem, ali kako je bilo. Nisem šla, nisem znorela, ker je res mehma. Sej si že sama dovolj. Ni mi treba, da jo udarjam ali vlečem za sabo. Ni mi treba vsega tega početi. Sem v redu. Ja. Da, sem v mehen udarec in to je to. Kam si udarila? V vrat? Ne vem. Vem, da ne vem. Janine je pravkar priznala, da ni samo gledala pretepa, ampak je tudi sama nekajkrat udarila. Kaj je ustavilo pretep? Tega ne vem. Ne vem, to je čudno vprašanje. Nikoli ne skrbi za to. Ali ni nihče nič rekel? Ali Ashley? Mislim, ne. Ona je sam, nikoli nisem od vseh pretepov, v katerih sem bila, še nikoli nisem videla, da bi nekdo med pretepom tako nakladal. Kot da med tem, ko te pretepajo, govoriš. Sranje. In nikoli? Nikoli nisem šla skozi nič takega. Kakšna je bila ona? Bila je pač taka, veš, jebeno. Jebeno te noče, to mi je rekel. Veš, samo jebeno. Ja. Šla sem tja in potem je bil to res čuden pretep. Bila je pač taka, samo govorila je naprej, potem je rekla, jaz sem Janinina sestra in se je ves čas smejala. Jebeno, bilo je čudno. Bila je pač čudna oseba, nikoli bila sem tam, okej. Carter in Areha zdaj vesta, da Janina, milo rečeno, ne govori resnice. Zato se z njo soočita s podatki, ki sta jih izvedela od njenega brata. Ja, res sva govorila o tem, da bi se borila z njo. Ja, pogovarjala sva se o tem tisto noč, ko sva jo videla skupaj in potem je to pripeljalo do tega. Ja. In to sta naredila tako, da sta ji pisala prek bratovega telefona. Ja. Torej ni vedela, da jo bo šla napast. No, ne vem, kaj je bilo rečeno v tistih sporočilih, kot sem rekla, jaz nisem pisala, ampak vem, sem precej prepričana, da je vzela. Njen telefon. Tako da, ja. Si prepričan, da so bila to sporočila o pretepu ali je bilo kaj drugega? Ne vem. Ne veš, nočeš čutiti tega. Ves čas si bila iskrena, v redu je. Torej, če začneš... Pametna si, to je bila pametna poteza. Ker veš, ti si iz Teksasa, oni pridejo z neke plaže, prekleto, ne bojo prišli kar tako. Veš... Hej, če grem, ste bili pametni. Res ste dobro izigrali tisto dekle, seveda. Ona ve, da so seksali. Ne, ona bi se vrnila in se borila v vsakem primeru, če sem iskrena. Ker nam je rekla, naj se dobimo z njo po 5 uri ali karkoli, ob 5 zjutraj. Potem sem rekla, naj ne pride. Potem, če bi prišle, bi njega odpustili iz centra, zato se tisti dan nismo borile z njo. Ampak prej tisti dan ni vedela, da gre v pretep. Ja. Ve, da je mrtva. Vem, da je tako. Ali veš, da je umrla? Mislim, zaradi poškodb, ki jih je utrpela v boju. Popila je veliko kave, ampak to je bilo zaradi poškodbe, ki jo je utrpela med bojem. To je noro. Kako si se počutila, da si to sploh lahko čutila? Kot da grem v peku. Ampak ne bom lagala. Ja. To je res noro. To je noro. In ni ravno velike postave. Ne, ni. Zdaj Janine morda tisto noč ne bo šla v pekel, zagotovo pa bo šla v zapor. In kljub temu, kar sta ona in njen domnevni sostorilec storila Ashley, se Janine občasno zahihita med grozljivim pripovedovanjem nasilnega pretepa. Ashley je kar precej uničena. Ne vem. Potem je žal, padel je, ko sem odprla vrata. Videla sem jo, sem si rekla, prekleto. In zalopotnila sem vrata, ker je bila tako zafurana. On je to res naredil, on je to res naredil, on je to res naredil, on je to res naredil.
Ni naredil tega. Ampak jaz nisem ukrepala. Ne vem, ker res je nisem več videla potem. Pač posedli so me zadaj, ker so bili za mano, tako da nisem ničesar od tega videla. Ampak vem, da so bili pri vratih. Prepirali so se za informacije. Torej praviš, da si jo, ko je bila na tleh, pohodili? Tega nisem nikoli rekel. Zdaj sem te slišal reči, da si jo pohodili. Ne, tega nisem nikoli rekel. Kaj bi naredili, ko je bila na tleh? Torej jaz? Sem jo vlekel za lase. Preden jih odpeljejo v zapor, kriminalistični tehniki fotografirajo obe ženski in dokumentirajo morebitne poškodbe, ki jih imata ali pa jih nimata. Imaš že zvezane roke, Colton? Kako je bilo to? V redu, spravljaš me ob živce. V redu, nisem v redu, govorim. Janina že ve, da je obtožena napada, vendar ima detektivka Areja zanjo presenečenje. Torej, si odpraviš obtožbe? Ja, mislim, da... Ja, to je rop. Rop? Kako je... Ja... Kaj? Rop? Ja. Nismo ji ukradli telefona. Mislili smo, da bi lahko prišla v hišo. Kot da smo ga vzeli. Ja, dobila ga je nazaj, ker je dobila svoj telefon nazaj. Rekla sem ti, lani je bila lemur, vrnili smo ji telefon, naredile smo to samo zato, da bi odpustile njenega moža, ampak smo si premislile. Redu. Ja, en dan je dobila svoj telefon nazaj. Ona... Rekla je, da je v redu, če ga vzameš. Nice. V redu. Ja, to je rop. Druga obtožba je umor. Ja, obtožen si umora. Jess? To je pa škoda. To je globoko, brat. Ja, to je res noro. Ne, kaj? Umor? Jaz sem držala ročaj noža tam, pustila sem mu, da ga je preprosto odmaknil. Ja, to je res prekleto nesramno. Imaš kakšno vprašanje zame? Ne, pravzaprav ne. V redu, samo pojasniti želim. Gre za hudo telesno poškodbo, rop. In umor. To bojo tvoje tri obtožbe. Mojay? Ja, in njene stvari. Kaj sem jaz ukradla? Mobilni telefon. Samo še nekaj minut potrpi, prav? Antonetta Stevens in Janine Gonzalez sta bili pridržani v okrožnem zaporu Gwinnett zaradi obtožb o hujšem napadu, ropu in umoru med storitvijo kaznivega dejanja. Obe prestajata 20-letno kazen zaradi ropa in uboja na mah v ženskem zaporu Pulaski v Georgiji. Načrtovano je, da bosta izpuščeni leta 2042. To je vse za to epizodo. Sem Elizabeth Milner. Se vidimo naslednjič z novo zločinko.